Prijazen pozdrav, cenjene gledalke, spoštovani gledalci v novi oddaji Za naše okolje. V goste smo povabili Sama Tuša, predsednika Zveze društev Moja Mura, kajti, kakor veste, je tudi nastal okrog pitne vode kar velik problem. Samo vi ste zagovorniki seveda, da gremo na referendum, da glasujemo proti. In seveda sporen je tisti 37. člen, ki govori o tem, da se lahko ob obalnih področjih gradi. Različne stvari, vlada zagovarja neko stvar, politika zagovarja drugo stvar, seveda naravovarstveniki pa pravite, da to ni sprejemljivo. In če ravno je po ustavi vsakemu državljanu zagotovljena pitna voda, je vprašljivo ravno to, kako bomo ohranili pitno vodo. Vaše aktivnosti zveze z elektrarnami ste zaenkrat rešili v korist tistih, ki živimo z naravo, ki želimo imeti čisto Muro, ki želimo imeti ta naravni prostor, takšen kot je, sedaj se gre za pitno vodo. Ne bi nam smelo biti mar, kar tako. Torej, prisrčen pozdrav vam in seveda vašim gledalcem televizije AS, ene boljših televizij v tem delu Slovenije. Čisto brez heca govorim to. Vi ste zdaj navrgli kar celo paleto stvari, ki so vezane na vodo, vezane na naše delovanje, na delovanje Zveze društev Moja Mura. Če mogoče malo povem za vaše gledalce, najprej, da je Zveza društev Moja Mura zveza 27 različnih društev. To so od tudi gasilci, ribiči, lovci, razna društva, turistična društva so v naši zvezi, pa tudi čisto posamezni člani so člani Zveze društev Moja Mura. Dobro ste povedali, da se pač borimo proti temu, da bi se Mura v tem našem delu zajezila in da bi se izkoriščala za proizvodnjo električne energije na preživeli način, mi temu pravimo. Te zasluge si ne moremo lastiti mi, te zasluge so naši pred 30 leti že, takrat sem še jaz bil bolj vajenec pri tej aktivnosti, so se izkazali tako Prleki in Prekmurci in so še v bivši Rajnki Jugoslaviji preprečili gradnjo elektrarn na reki Muri. No, potem se je pred dobrimi 12 leti zopet so se pojavile težnje, da bi se gradile elektrarne, kar njih 6 oziroma 8 na tem delu mejne reke Mure z Avstrijo do hrvaške meje. Seveda smo se temu zoperstavili, ampak ne samo kar tako. Mnogi nam rečejo, da nam gre samo za par ptičev, za neke črve, za kačje pastirje, da smo ekstremisti, okoljevarstveni, kaj jaz vem, teroristi in z vsemi mogočimi pridevniki nas obkladajo. Nekateri zagovorniki izgradnje teh elektrarn, seveda stroka pa nam daje kar v večini primerov prav. In bodite prepričani, da zaustavitev aktivnosti za izgradnjo hidroelektrarne Hrastje Mota sigurno ni samo zasluga nekih civilnih združenj, ampak so za tem stali tudi tehtni argumenti stroke, saj so nenazadnje strokovnjaki, ki so jih Dravske elektrarne kot investitor izgradnje hidroelektrarn na Muri, v študijah, ki so jih oni naročili, ugotovili, da je gradnja hidroelektrarne Hrastje Mota nerentabilna, nesmiselna in škodljiva za ljudi in naravo. To je, kar se tiče izgradnje teh hidroelektrarn. Naj še rečem, ko nekdo pove, ja pa kaj bi ti, Avstrijci imajo 32 elektrarn, mi bedaki slovenski pa ne moremo imeti niti ene. Ti ne vejo, da se je dno reke Mure ravno zaradi teh 32 elektrarn poglobilo tako drastično, da se zna zgoditi, ker je v Konjišču pa tam v sosednji Avstriji v Lipnici že na Laporju, da se bosta pitna voda in zgornja podtalnica pomešali in potem bo konec z ledvico Prekmurja in Prlekije in bomo res morali piti filtrirano vodo, ki teče po Muri.
tega, da nam spuščajo stare usedline, ko je velika voda, ne bom niti omenjal. Moram tu še omeniti katastrofalno zadevo, ki se bo zdaj izkazala tudi v zvezi z tem zloglasnim 37. členom, kaj se bo zgodilo. Mi imamo namreč v Ceršaku na naši strani, na otoku v reki Muri, kompostarno. Kompostarno, kjer je skladiščenih po nekaterih ocenah 200.000 ton. Jaz še enkrat to povdarim, 200.000 ton nekih predelanih odpadkov, ki so 100% škodljivi za vodo, za obvodni svet, pa tudi za podtalnico. In če pride velika voda, recimo 10-letne vode, če se pojavijo, bo ta drek odplavilo po Muri do hrvaške meje in kdo bo zopet plačeval posledice neresnosti oblasti pri izdajanju dovoljenj za take objekte, seveda ljudje. In zdaj smo potem, če omenjam to nesrečno kompostarno, smo kar hitro pri tem zakonu, ki je zdaj predmet spora. Minister za okolje in prostor rad pove, da je s tem bo priobalni pas in vodovarstvena območja še bolj zaščitena, kar seveda ni res. Glejte, nekateri razlagajo, da je po prejšnjem zakonju so bili ta območja celo bolj zaščitena. Zdaj bo presojanje dano tudi v lokalni skupnosti, se pravi občine bodo lahko odločale, kaj se bo na nekem področju gradilo. Tu hitro potem pridemo do kakega čudnega odnosa med investitorjem in lokalno politiko, ko se stvari pod narekovajem zaradi napredka in tega v naši občini pač dovolijo na predlog občine. To je ena stvar in zanimivo, ta kompostarna je po starem zakonu tam funkcionira, dela že, ne vem, 4-5 let, civilna iniciativa si puli lase, tam stanovalci so ogroženi od muh, smradu in vsega. In zanimivo, da niti nimajo veljavnega obratovalnega dovoljenja. Pa se dela. Pa se dela, pa nihče nič naredi. Zdaj bom pa postavil eno hipotetično vprašanje, kaj dela Meddržavna komisija za mejno reko Muro. Če bi člani Meddržavne komisije slovenskega dela za reko Muro zagovarjali stališča naše države Slovenije, bi vztrajali, da Avstrijci vlagajo v Muro prod, ki ga reka več ne nosi zraven in se zaradi tega pri nas poglablja dno. To je ena zadeva. Druga zadeva pa je to, mi ne gre v glavo, zakaj Avstrijci tolerirajo našo kompostarno, a ni to mogoče kaki dogovor, samo špekuliram, nisem nič govoril takega. Ker če pride 10-letna voda in ta nesnaga splava po Muri navzdol. Tudi Avstrijci imajo nekaj od tega, ne? Ja, mislim, da bodo tudi oni nekaj tega deležni, ne? In prej na začetku, ko ste omenili, to je recimo ta problematika ob Muri, prej, ko ste omenili pravico do pitne vode, smo zapisali v ustavo. Ja. Veste, to je pa višek... Zapisano. Ja, ne, to je pa višek arogance. Ne? Zdaj bom rekel tak, mi dva, pa gospod Kamerman, pa vsi ljudje smo iz, koliko, ne vem, 80-90% našega telesa je voda. To se pravi, osnovni element, iz katerega smo razmišljajoča bitja, je voda H2O. Ne? In zdaj, ona je nujno potrebna, da mi lahko funkcioniramo. Elektrika ni nujno potrebna, lahko tudi pri svečah, sicer malo težje, mobiteli ne delajo, ampak se da preživeti. Ne? Brez elektrike ja, brez vode ne. In zdaj največji paradoks. Električno energijo plačujejo Slovenci od Lendave pa do Brkinov pa Portoroža
približno nekje po isti ceni elektriko. Mogoče kakšne cente, sem in tja je razlike. Kaj pa voda? A mogoče kdo ve od vaših gledalcev, to je nagradno vprašanje za naslednjič, mogoče, če bom imel še kdaj priliko se oglasiti pri vas, kakšna je razlika v ceni pitne vode med enim, ki živi na Goričkem, pa med nekom v Portorožu? Ne bom povedal tega, ker bom povedal drugič. To je katastrofa. In če bi se izrazil malo bolj tak, ne bi rekel tisto na S, ker bi bilo žaljivo do živali, ampak bom rekel res sramota. Tudi 10-krat je dražja voda, bom zdaj vseeno povedal, za nekatere prebivalce. Kakva je zdaj to pravica do pitne vode? Je enak državljan? Prosim? Ni enak državljan? Nima enaki pravic? Seveda ni. Ne? In te peripetije, ki jih imamo v krak B pa krak C, ali kaj že imamo tu, tako na eni strani Mure, pa tukaj na drugi strani Mure, kaj pa je naredila država? Dala je ne vem koliko, 50 milijonov ali koliko so dali, da so naredili primarni vod, sprli občine med sabo in ljudi in naredili z tega en veliki strošek. Vse tiste male stvari, ki se pa morajo narediti, so pa postale drugotnega pomena in jih zopet, kak rečejo naši bivši bratje, toče sve narod da pozlati. Ampak še ni to konec, ne. Kaj pa neumnost strateška? Bo kdo o tem razmišljal? Marija Terezija je bila verjetno najpametnejši človek, se pravi, če se štejemo moške in ženske, Istega časa. Nasploh človeštva, ker je zelo veliko stvari predvidevala. In za cajta Marije Terezije pa Jožefa II. So bili vsi vodnjaki popisani, celo uštevilčeni, kaj te jaz vem, tudi za primer neke okužbe in tako dalje, epidemije, kar mi danes vse doživljamo. Kaj pa zdaj veliki sistemi, ki smo jih naredili? Kaj je bilo pred kratkim pri Svetem Juriju, če se spomnite? Kaki veliki, nekdo, vse ni nujno, da pride diverzant pa vrže strihnin v zajetje, ampak zgodi se zopet ena gradnja nečesa, ki ne bi smelo biti nad vodovarstvenim območjem, pride noter gnojnica ali karkoli, škropivo, in potem, preden mi ugotovimo, kje je to, pa zakaj gre, je nad Riske polovico Prekmurja ali pa Prlekije. Torej, strateškega vidika norost. In kakorkoli meni to kdo pravi, če bi pri nas politiki bolj poslušali stroko, profesor dr. Toman, Jože, pa še veliko jih je, njega sem se zdaj najprej spomnil, to so ljudje, ki res govorijo stvari, ki pijejo vodo, bi se temu reklo. Na zdravje bomo malo zdaj, dokler še je taka, dokler še skozi šipo na zdravje malo. Samo v tem času morda stroka ni želela slišati, oziroma pravzaprav oblast, politika ni želela slišati stroke, ne civilno družbenih organizacij. Najprej ste šli, da ste zbrali za peticijo čez 50 000 glasov. Podpisov, ja. Podpisov, ja, za peticijo. Čez 50 000. Ne preostaja nič drugega, kot da ste sedaj se podali v referendum. A ne? In tudi tu ste že zbrali, zdaj ne vem, po celi Sloveniji ogromno število, kar pomeni, že to bi bil neki znak oblasti, oziroma tistim, ki odločajo o tem, da vendarle ne moreš čez mrtve ali pa čez trupla do nekega cilja. Glejte, trmarjenje politike je neizmerljivo. Jaz nimam nič tu zdaj ravno zadnje oblasti, če si naklonjen ali ne, to sploh ni pomembno, nimam v mislih, ker oblast je slast in vedno ji paše tisto, kar je podedovala, kar gre v korist nekih lobijev. Oblast, ko so ljudje na oblasti, postanejo naenkrat zelo mamljivi za razne lobije, ki iščejo svoje drobtinice
In vse te stvari potem ostajajo. In za božjo voljo. Potem reče, minister celo ima ne samo Vizjak, tudi ministri prej, pa za časa vlade Šarca, pa Cerarja, pa Bratuškove, pa nazaj do prvega predsednika vlade, rečejo, prevlada enega interesa nad drugim. Se pravi, prevlada interesa širše skupnosti nad pravico do vode. Pa kdo je zdaj tu nor? Če pa je voda osnovni element človeka. Jaz mislim, da ne more biti prevlade interesa v primeru vode. Ne gre. Če že rečemo prevlada interesa, če se bo, ne vem, zdaj v gozdovi ali karkoli, vse naša natura nas se vidi, da smo gledali zadnjič, koliko vrst živalskih izginja, kaj vse gre v nič, ampak voda, da mi lahko postavimo fabriko za to, da bomo naredili neki industrijski objekt, ki bo potem ogrožal pitno vodo. A veste kaj v teh časopisih, pa tudi na družbenih omrežjih, včasih vidi napisano, ja, kje ste pa bili naravovarstveniki takrat, ko so na vodovarstveno območje zgradili Magno? Pa jaz vprašam človeka, kaj zdaj vi govorite, kje so bili naravovarstveniki? A se ni govorilo, da naravovarstveniki preprečujejo napredek, da so proti delovnim mestom? A ni šla delegacija, zdaj bom mogoče malo grdo rekel, enih, ki so malo jih je čas povozil, so šli celo v Ljubljano protestirati, da naj te norce naravovarstvene vstavijo. Da ljudje tam ne bojo imeli kruha, da ne bojo družine imele službe, pa ne vem kaj vse. Kam se pa vozijo zdaj ti ljudje v službo? Koliko pa jih je v Magni? Nič. Po televiziji gledamo 2 dni zdaj, nekdo je sprazno ne vem koliko tisoč litrov, 20 ali 50 tisoč litrov odpadnega blata iz Greznice v potok, naravna katastrofa. Pa ne bomo našli nikoga, kdo je to naredil. To so stvari, kaj pa zakonodaja? Če nisem prevezan, ni šale. V avtomobilu, ja. Moraš, policist stavi, boste plačali kazen. Smeti pa pobiram, počasi bom star 70 let. 55 let ali 60 let hodim jaz vrečke pa svinjarijo pobirati po naravnem okolju za nesnagami. Koliko pa plača človek kazni, če vrže akumulator v naravo? Naj mi to nekdo pove. Koliko so razne redarske službe, policisti in vsi prispevali v proračun, da so kaznovali te packe? Pa gledamo po televiziji, vsako leto potapljači vlačijo bicikle stare, pa svinjarijo, pa stole, pa mize, pa ne vem kaj vse, pa iz morja, pa iz reke. Kaj je zdaj to? Šport slovenski postal metati svinjarijo. Samo naša voda je sigurno zrcalo prihodnosti. Vrnimo se, 11. julij je razpisan referendum, boste bržkone tudi povabili, da bodo naše gledalke, gledalci glasovali proti, kajti le tako bomo na nek način, pa nismo staromisleči, pa ne ortodoksalni, pa ni nič, ohranili za namcem pitno vodo. Ne vemo, kakšno bogatstvo pravzaprav imamo, da odpremo vodovodno pipo in pijemo vodo iz pipe. Spoštovani gledalci, jaz bi povedal tak. Zavedati se moramo nekaj, da na vse naravne danosti, ki jih imamo, jih nismo dobili od naših prednikov, ampak so nam jih posodili naši nasledniki. In če zasledujete malo podatke, kako potratno živimo, mislim, da smo maja, ne vem, če se motim, v začetku že porabili mi vse resurse, tiste, ki nam jih narava daje, kar jih lahko porabimo na leto. To je ena zadeva in tu se moramo tega zavedati. Vse smo Slovenci mali, ampak vsaki kamenček v mozaiku šteje. Kar se pa tiče vode, ne nasedajte, lepo prosim, na neke
take krilatice, da je to brez veze, da si to zmišljujejo neki delomrzneži, ki si nimajo kaj začeti, pa ne vejo, kaj bi delali, pa penzionisti taki kosnjarski boljši, da bi bili doma ali pa nekje v domu čakali na poslednji sloves. To preprosto ni res. Pitna voda je tako pomembna, da jo je treba zaščititi, pa če gre samo za eno fabričico, ki bo onesnažila del ledvice Prekmurja in Prlekije. In vzamite si lepo, prosim, čas, pa pojdite na referendum, ker če boste doma sedeli, pa Madonna, če bo ravno tista nedelja, kdaj? 11. julija, sončna, pa saj bojo čevapčiči tudi počakali do 3 popoldan, sicer pa se lahko gre od 7 do 7. Tudi prek pošte, tudi mogoče je tu malo šale, res vam povem, kar se vode tiče, moramo biti previdni, pa kakorkoli je, če bomo naredili še 100 varovalk za čuvanje pitne vode, verjamite mi, da se bojo najdle luknje, ko bomo enkrat mogli reči, to smo pa pozabili, še to treba zaostriti. Vidimo se 11. julija na referendumu in smo seveda proti členu, ki ne prinaša nič dobrega. Samo Tuš, hvala kot predsednik Zveze društev Moja Mura. Seveda dobrodošel vedno v družbi, kajti za naše gledalke in gledalce zmeraj aktualni komentarji, sveži komentarji in predvsem koristni komentarji. Hvala za vašo pozornost, cenjene gledalke in gledalci. To je bila tokratna oddaja Za naše okolje s Samom Tušem in do prihodnjič in do naslednjega snidenja. Zdravja in vse dobro, srečno.